Spoštovane in spoštovani, danes nas najprej želim vse pohvaliti, zato ker smo vsi tako pridno doma, vzdržujemo razdaljo, umivamo in razkužujemo roke, nosimo maske. Slovenci smo pridni in smo vestni in morda nam bo to tokrat pomagalo, da se lažje izvlečemo iz te krize. Tisti, ki me poznajo, vejo, da sama nisem najbolj ubogljiva, pridna sem, ubogljiva pa ne. Tokrat pa ubogam in se držim ukrepov iz preprostega razloga, ker želim zaščititi za svojim vedenjem naše najranljivejše, starejše in kronično bolne. Zaenkrat nam gre sicer zmerno dobro, ampak saj veste, to je, kozarec je lahko na pol prazen ali pa na pol poln, odvisno od perspektive. V zadnjem času, v zadnjih dneh opažamo naraščanje števila okuženih. Morda gre samo za neko statistično nihanje, upajmo, da gre res samo za to, vendar pa bodimo previdni. In zaradi tega, kljub temu, da se bliža velika noč, prazniki, ki so tradicionalno družinski, in kljub temu, da je zunaj čudovita pomlad, ki kar vabi v naravo in druženje, se vseeno zadržimo doma, ne hodimo na obiske, ostanimo doma. Vem, da je to težko, ampak po drugi strani smo Slovenci tudi zelo trpežen narod, marsikaj smo že vzdržali, smo pa tudi prilagodljivi. In ko smo razmišljali v strokovni skupini in na Ministrstvu za zdravje, če bi morda vseeno lahko kaj ponudili, smo pravzaprav ugotovili, da lahko. Čim manjkrat hodite v trgovino, nosite maske, vendar pa namesto rokavic, ki jih skoraj vsi valjamo po žepih, ko jih slečemo, jih zatlačimo nekam v vrata avtomobila, namesto tega rajši razkužujmo roke. To se pravi, predno gremo v trgovino, razkužimo roke in potem, ko pridemo iz trgovine oziroma ko oddamo voziček ponovno. To je en tak praktičen nasvet, ker sem tudi sama mama in zdravnica iz prakse. Ob tej priložnosti bi se rada posebej zahvalila mojim kolegom, zdravnikom, zlasti mojim mlajšim kolegom, mladim zdravnikom, ki ostajajo v prvih bojnih linijah, tudi čez praznike. Marsikdo med njimi se je osamil, kar pomeni, da tokrat, ko v bistvu teče že 4. teden ukrepov, 4. teden, ko živimo za to grožnjo korone, moji kolegi ostajajo sami doma. Ločili so se od svoje noseče žene, od svojega dojenčka, malčka, ne zato, da bi imeli mir pred njimi ali pa zato, ker jih ne marajo, ampak zato, da jim ne bi domov prinesli okužbe z tem virusom. Zato se jim posebej zahvaljujem in moram reči, da je moje srce z njimi. Ob tem bi seveda vas tudi spomnila, da ta virus ne izbira države, ne izbira spola, in ja, starejši in kronično bolni so ogroženi. Zaščitimo jih lahko edino tako, da se odpovemo temu, kar imamo radi, da se družimo, da gremo ven v naravo v skupinah, da gremo morda tudi na kakšen daljši izlet. Če bomo na ta način zaščitili tiste, ki jih imamo radi, je to majhna žrtev, za katero pa mislim, da smo vsi pripravljeni. Resnično je potrebno še malo zdržati. Bliža pa se velika noč in vsaj za moje domače vem, da jim bo zelo težko. To je tak družinski praznik, ko gremo skupaj k žegnu, se
usedemo skupaj za mizo in tokrat tega ne bomo naredili. Tokrat ne bomo skupaj ne zato, ker se ne bi imeli radi, ampak ravno zato, ker se imamo radi, ker pomenimo eden drugemu veliko. Vem, da če to še malo zdržimo in mislim, da je na obzorju sprememba na bolje, če bomo vzdržali, potem se lahko jutri zbudimo v nov dan. Do takrat pa prosim, dajmo še malo vzdržati. Hvala. Hvala lepa in lep pozdrav iz Studia 1 Televizije Slovenija, kjer zbiramo vprašanja slovenskih novinarjev za tiskovne konference z vlado. In prvo vprašanje za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Tino Bregant zastavlja informativni program Televizije Slovenija. Še vedno jih zanima, koliko od vseh umrlih za posledicami COVID-19 je zbolelo v domovih za starejše občane. Ja, kar se tiče tega zbiranja podatkov, podatke zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki te podatke tudi prečiščuje. Bolj natančne podatke bomo gotovo imeli retrogradno. Za vsako tako številko pa je oseba, je babica, dedek. In za vsakega od njih mi je žal in izrekam sožalje sorodnikom. Res je, da so domovi za ostarele trenutno naše najbolj vroče področje. Bi pa tokrat opozorila na nekaj, kjer smo se pa zelo dobro v Sloveniji organizirali. Namreč na nivoju zdravstvene oskrbe smo izvedli nekaj, kar mislim, da se bo izkazalo res kot dobra praksa in kar bomo lahko uporabili tudi kasneje. V domove za ostarele namreč pošljemo ekipo. To se pravi, o tem bolniku, ki je zbolel v domu za ostarele, odločamo v triažnem postopku domski zdravnik, domska sestra, zdravnik iz regionalne bolnišnice in zdravnik, ki se spozna na paliativno oskrbo. Na ta način naredimo že prvo triažo in pravzaprav zdravstvo pripeljemo k bolnikovi postelji. Namreč morate vedeti, da ti starejši ljudje, bolnica ni prijazen kraj. Mnogo bolje je, če zdravnik pride v tebi bolj domače okolje. Naslednja triaža, ki se zgodi na nivoju bolnišnice, kjer se odločamo, ali gre v neinvazivno ali bolj invazivno zdravljenje, to se pravi tudi intubacijo, in potem seveda še na tretjem nivoju triaža, kar pa moji kolegi v intenzivnih enotah zelo dobro poznajo, to je pa v bistvu vsakodnevno odločanje, kaj bomo pravzaprav bolniku ponudili, če bomo kakšno stvar morda tudi odvzeli. Zaradi tega je smrtnost tudi naših starejših v intenzivnih enotah zaenkrat zelo nizka. V naših intenzivnih enotah se je do sedaj zdravilo 51 bolnikov, od tega jih je v intenzivnih enotah umrlo 5. To pravzaprav daje zelo nizko umrljivost, 10%. Tukaj je vseeno potrebno biti pošten in povedati, da vsa zdravljenja še niso zaključena in da bo verjetnost ta smrtnost višja. Vendar pa, kot veste, v najboljših revijah, kot je recimo New England Journal of Medicine, poročajo o precej višji smrtnosti, 50%. Zakaj je pri nas smrtnost v intenzivnih enotah toliko nižja? Iz dveh razlogov. Eden od njih je pravkar opisana triaža in tukaj je resnično potrebno pohvaliti vse, ki so se v ta postopek vključili, in na ta način, ko pa se tudi drugi držimo ukrepov, smo pa uspeli zadržati kapacitete slovenskega zdravstva do te mere, da tisti, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, ga dobijo in imamo še nekaj rezerv. Tako da čeprav mi je žal za vsakega človeka, ki je izgubil bitko z tem virusom, mislim, da smo naredili zelo veliko, da je ta smrtnost čim nižja in delamo vse, da bi ostala nizka.
Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja Alen Salihovič, Radio Ognjišče. Kot mlada zdravnica ste opozarjali, kaj vse je potrebno narediti za zajezitev epidemije. Bo sedaj lažje in kako ocenjujete odziv državljanov na dogajanje? Slišali smo danes, da sta bili okuženi 2 porodnici, ki se počutita dobro. Je kaj več jasnega glede tovrstnih primerov? In še UKC Ljubljana je dal vam podatek o starosti bolnikov, ki so umrli. Ali je mogoče kakšna primerjava z drugimi državami glede umrljivosti in tudi ozdravitev? Gre za kakšno podobnost? Ja, na en del teh večjih vprašanj sem že odgovorila. Zdaj mogoče najprej prvo vprašanje, kako se počutim kot državna sekretarka. Pa če bom kaj lažje spreminjala reči, jaz sem se za to odločila res zato, ker mislim, da se morda da kaj narediti. Tako da po prvem dnevu težko ocenjujem, verjamem pa, da mi vsi skupaj lahko nekaj naredimo. In kot sem že pohvalila naše državljane, večino časa dobro drži ukrepov. Slovenci smo pridni in vestni, smo marljivi. In tokrat nam to zna priti prav. Tako da upam, da bomo pri teh ukrepih še nekaj časa vztrajali, tako da bomo res trend okužbe obrnili navzdol. Kar se pa tiče porodnic, veste, jaz imam zelo sem vesela vsake nosečnice, vsake porodnice in novorojenčkov, tako da sem vesela, da se obe počutita dobro. Vem, da naši ginekologi za njih dobro poskrbijo. Tudi kar se tiče pediatrov, mi delamo, pregledujemo tudi novorojenčke, tisto, kar je nujno. In tukaj bi obe porodnici samo spomnila na to, ker sem na vse zadnje pediater, ne pozabiti dojiti. Dojenje se kljub temu, če si okužen, naj mamice otročke dojijo. Hvala lepa. Informativni program Televizije Slovenija postavlja dodatno vprašanje. Omenili ste dobro organiziranje. Ali so torej bile na začetku glede domov storjene napake in kdaj retrogradno lahko pričakujemo podatke o teh smrtih? Ne bi želela soditi, tudi nisem na mestu, da bi o tem sodila. Mislim, da moramo vsi skupaj se učiti ob tem virusu. Gotovo so bile narejene kakšne stvari, ki bi jih danes naredili drugače, ampak je minilo nekaj dni, nekaj tednov. Gledati za nazaj, biti za nazaj, po bitki general je lahko biti predtem težje. Želim pa si, da bi domovi za ostarele se zares povezali tudi z zdravniki in regionalno bolnišnico in na ta način zares poskrbeli za eno tako dobro prakso. Tako da upam, da bo to sodelovanje in pomoč vzajemna. Edino na ta način bomo lahko za starostnike bolje poskrbeli. Hvala lepa. Vprašanje Mojce Zorko, novinarke Mojce Zorko, Slovenska tiskovna agencija. Ali imate podatek o starostni strukturi hospitaliziranih? Na UKC Ljubljana so danes namreč dejali, da je povprečna starost hospitaliziranih 68 let. Ali to velja tudi sicer za druge bolnišnice? In ali imate podatek, koliko zdravnikov koncesionarjev ste že vpeli v izvajanje nalog povezanih s COVID-19? Teh številk nimam, so pa izjemno pomembne, kar se tiče napovedovanja same epidemije. In to zbiranje podatkov po starosti je ključno in zelo pomembno. Zdaj ljudem se lahko ta številka 68 let zdi veliko ali pa malo.
Dejstvo pa je, da vsaj tisti, kjer štejemo smrti, so starejši, večinoma je starejših od 80 let in imajo pridružene kronične bolezni. Vendar pa virus, ta okužba COVID-19 lahko poteka težko tudi pri mlajših, tudi pri 40-letnih, tudi pri 30-letnih. Tako da ravno zato opozarjamo pravzaprav, kako je ta virus nevaren in kako so ti ukrepi, ki so resnično v normalnih časih nečloveški, zato so ti ukrepi potrebni. Hvala lepa in še zadnje vprašanje, ki ga zastavlja fotograf in novinar Janez Platiše. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim ponovno uvaja izvajanje elektivnih, ne nujnih, zdravstvenih storitev za paciente. Zanima me, če to pomeni, da je operacija sive mrene zdaj zopet možna oziroma dovoljena. Ja, poglejte, elektivni posegi, to so nenujni posegi in prav je, da smo z njimi začeli po tistem prvem šoku, ko pravzaprav nismo vedeli, a bo dovolj kapacitet za obvladovanje epidemije. Mislim, da je zelo prav, da so se ti nenujni posegi, to se pravi tako diagnostika, kot recimo tudi nenujne zdravstvene storitve, take, ki lahko malo počakajo, in tudi rehabilitacija, vseeno odprli. Pomembno je slediti postopku. Ta postopek je dovolj jasno predpisan, tako da morda, če kdo posluša danes, to je dobro vedeti, da ga na večer pred elektivnim posegom pokličemo po telefonu, sestra ali pa zdravnik, povprašamo, kako je, ali ima kakšne znake okužbe, ali je bil v stiku. Zelo pomembno je, prosim, da bolniki tega ne prikrivajo, da povejo tako, kot je. Na to naslednji dan, če je vse v redu, to se pravi, če nima znakov okužbe, če tudi v družini ni nikogar z morda navadnim nahodom, pride v bolnico, ga ponovno izprašamo, pogledamo, pregledamo in če je zdrav, potem ta poseg tudi izvedemo. Ja, kar se tiče sivih mren, res je, tukaj jaz povsem zaupam našim oftalmologom, da delajo tako, kot je prav in skladno z doktrino. Morate pa vedeti, da je ta virus v očesni veznici, je kar v višji koncentraciji, tako da tukaj pa oftalmologi bolje presojajo, kot lahko jaz, ki sem navadna zdravnica. Hvala lepa za vse te odgovore. Zaenkrat novinarskih vprašanj za vas nimamo več. Hvala.